Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Na 6. velikonočno nedeljo nas evangelist Janez popelje v zelo občutljiv trenutek. Jezus se poslavlja od svojih učencev. Oni čutijo negotovost, strah, ne razumejo, kaj prihaja. In prav v ta trenutek Jezus izreče besede, ki so namenjene tudi nam danes. Ne bom vas zapustil sirot. Prosil bom Očeta, dal vam bo drugega tolažnika. To je ena največjih Jezusovih obljub. Če pogledamo naš čas, vidimo, da se marsičem zelo približuje občutkom učencev. Živimo v svetu, ki ga zaznamujejo negotovost, strah in nemir. V zadnjih letih smo bili priča terorizmu, ki je pretresal Evropo in svet. Potem je prišla pandemija COVID-19, ki je v naše življenje prenesla izolacijo, tesnobo in občutek krhkosti. In danes doživljamo vojne, ki se širijo in nas znova opominjajo, kako hitro se lahko poruši mir. Človek se v takem svetu začne spraševati, komu lahko zaupam, kje najdem mir, kje najdem tolažbo. Zato ni čudno, da se kot družba vedno bolj obračamo k različnim oblikam tolažbe. Povsod se pojavljajo glasovi, ki obljubljajo pomiritev. Različni učitelji, svetovalci, psihologi, politiki, pa tudi škofi in duhovniki. Pri tem nič ne izostajajo institucije, ki nam dajo varnost. Policija, vojska, gasilci, medicinsko osebje in nekaterim tudi cerkev. Mediji nas neprestano zasipajo z informacijami in po njih lastamo, da bi v njih našli odgovor, ki nas bo pomiril. Sedaj je tukaj tudi umetna inteligenca s svojimi hitrimi odgovori in rešitvami. Mnogo tolažbe današnjega sveta delujejo podobno kot kratek popoldanski spanec. Za nekaj časa zapremo oči, da bi lažje preživeli dan. Tudi ko se zbudimo, je vse še vedno tam. Strah, vprašanje in negotovost. Kaj sploh pomeni prava tolažba? Prava tolažba ni beg pred resničnostjo. Prava tolažba ne zanika bolečine. Prava tolažba ima pogum, da stopi v temo. Pomeni, da nekdo ostane ob meni, ne da bi vse razložil, ampak da me ne zapusti. In prav to nam obljublja Jezus. Ko govori o tolažniku, govori o Svetem Duhu. Ne obljublja ideje, ne obljublja občutka, ne obljublja trenutnega olajšanja. Obljublja Božjo prisotnost, ki ostane. Sveti Duh je tolažnik, ki ostane. Sveti Duh daje moč. Sveti Duh nas vodi skozi resničnost. Zato vera ni nekaj, kar bi nas uspavalo. Vera ni pobeg iz sveta. Vera je klic k odgovornosti. Jezus pove, če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Ljubezen do Boga se ne meri v besedah, ampak v dejanjih. Vera pomeni, da aktivno sodelujemo pri dobrem. Da ne zapiramo oči pred trpljenjem. Da ne obupamo nad svetom. Danes pogosto slišimo, da je svet šel predaleč. Da ni več upanja. Res obstaja tudi kraljestvo strahu, vojn in smrti. Vendar pa obstaja tudi Božje kraljestvo. In to kraljestvo raste, tiho, pogosto, neopazno, a resnično in vztrajno. Rast tega kraljestva omogoča Sveti Duh. On daje pogum prestrašenim. On daje moč slabotnim. On daje modrost tistim, ki iščejo pot. Ko sprejmem Svetega Duha, se v sebi začnem spreminjati. Ne izginejo vse težave. Ne izginejo vsi strahovi, toda nisem več sam. Največja stiska človeka ni bolečina. Največja stiska je občutek, da sem sam v bolečini.
Jezus pa pravi: ne bom vas zapustil sirot. To pomeni, v tvojem strahu nisi sam, v tvoji bolezni nisi sam, v tvoji negotovosti nisi sam. Bog je z menoj, in to ne na oddaljen način, ampak po Svetem Duhu, ki prebiva v meni. Danes obhajamo tudi papeško nedeljo. To je priložnost, da se Bogu posebej zahvalimo za dar papeža Leona XIV. Kot Petrov naslednik je znamenje edinosti cerkve, pastir, ki nas vodi in utrjuje v veri. V času nemira in razdeljenosti je njegov glas pomemben klic k miru, dialogu in spravi med narodi. Tudi po njem Bog deluje v svetu, tudi po njem nas Sveti Duh opominja, da mir ni samoumeven, ampak dar in hkrati naloga. Zato danes prosimo Boga tudi za papeža, da bi ga Sveti Duh vodil, krepil in razsvetljeval v njegovi odgovorni službi za vesoljno cerkev in za mir v svetu. Če smo prejeli tolažnika, potem smo poklicani, da postanemo tolažniki drugim. Svet potrebuje ljudi, ki prinašajo mir, ki znajo poslušati, ki znajo stati ob drugem, ki znajo ostati. Morda ne moremo ustaviti vojn, morda ne moremo rešiti vseh problemov sveta, lahko pa v svojem okolju prenašamo nekaj, kar prihaja od Boga. Mir, upanje, zvestobo. To pa so darovi Svetega Duha. Bog ni zapustil sveta, Bog deluje, Bog je navzoč. Pridi, Sveti Duh, pridi kot tolažnik v naš nemirni čas. Pridi v naše strahove in jih preobrazi v zaupanje. Pridi v naše srce in nam utrdi vero. In daj, da ne bomo iskali le tolažbe zase, ampak da bomo postali ljudje, po katerih bo tvoja tolažba dosegla tudi druge. Naj nam bo blagodejen Gospodov dan.